Župniki danes pri mašah vernike posujejo s pepelom, kar simbolično pomeni, da so pripravljeni na spreobrnenje oziroma poboljšanje. S tem se zanje začenja tudi postni čas, med katerim večina vernikov najpogosteje ne uživa mesa. Post v cerkvi nikdar ni bil samo temu namenjen, ampak je bil predvsem ta duhovna substat, da se človek, da gre vase, da se poglobi, da nekako spozna, kje so njegove šibke točke. Med človeške šibkosti spada tudi alkohol, ki naj bi se mu v naslednjih 40 dneh odpovedali. Naj se človek odpove tistemu, kar ga nekje najbolj prazni, tako rečem. Mnogi pa se v tem času zavežejo strogemu postu, torej uživajo zgolj tekočino, nekateri tudi surovo hrano. Naša mentalnost, naš duh, ki je seveda pogoj za neko verovanje, izjemno moč. In to je nekaj čisto drugega, kot če bi se midva začela danes spustiti za en mesec, midva verjetno umreva. To je ta razlika, ker nismo duhovno prepričana, niti duhovno stabilna. Po mnenju našega sogovornika je vse lepo in prav, dokler post ni modna muha. Vedno moraš prisluhniti svojemu notranjemu klicu in da se potem, kar se odločiš narediti, fajn počutiš. Da si dovoljen, srečen in dobre volje. Definicij postenja je veliko, enako tudi mnenj o njegovi koristnosti ali škodljivosti. Zagotovo pa z vsakim postom krepimo svojo notranjo moč.